Slovenija ima vratarje svetovnega kova. Da je temu tako, gre zasluga tudi več kot 20-letni tradiciji izobraževanja, tako samih vratarjev kot tudi njihovih trenerjev. Mnogi izmed slednjih so v preteklosti tudi sami poskrbeli za pridobivanje znanja in iskanje sodobnih smernic, zato želi Nogometna zveza Slovenije nadgraditi tudi delo na tem področju. Začeli smo z šolanjem, ki nam ga predpisuje tudi UEFA. UEFA je tista, ki daje globalne smernice. Te je UEFA predstavila na seminarju za mentorje, na katerega je Nogometna zveza Slovenije poslala 3 trenerje. Osnovno izhodišče je bilo, kako delo vratarjev nadgraditi v večje sodelovanje v igri. Se že nagibamo k temu, da trener usvoji določene veščine, kako sodelovati z glavnim trenerjem, da ne bi vratar samo ostajal kot vratar na liniji vrat, ampak da bi znal tudi sodelovati z obrambo in z ostalim delom moštva v igri. Tokratni seminar v Nacionalnem nogometnem centru na Brdu je bil nadgradnja prejšnjega, na katerem je bil poudarek na delu z vratarji mlajših selekcij. Pozornost torej kategorijam v 17 in v 19 ter delu s članskimi amaterskimi ekipami. Vse te veščine, ki jih je vratar osvojil nekje do 14. leta, poskušamo sedaj predstaviti, kako jih v treningu nadgradijo v še bolj hitre gibe, bolj eksplozivne. Za poklic trenerja vratarjev se seveda odločajo predvsem nekdanji vratarji, ki na svoje varovance prenašajo tudi izkušnje. Pomembno pa je, da so tudi oni ves čas v stiku s sodobnimi prijemi treniranja. Bolj kot ne, da jaz se pač tu učim in sigurno, da tudi v pogovorih, ker je zelo odprt, da tudi mi damo svoje neko mnenje. Ob smernicah, ki prihajajo iz Evropske krovne organizacije, je na tržišču pogled v številne metode dela z vratarji. Nekaj kvalitetnih vsebin oziroma usmeritev ima Združenje italijanskih trenerjev vratarjev, tako da nekaj gradiva, kako delajo z njimi in z najmlajšimi in z ostalimi, nekaj smernic povzemamo tudi po njih. In kateri so nekateri pomembnejši poudarki sodobnega treninga in tudi samega vratarskega sloga? Vratar nujno je, da sodeluje kot nek prosti igralec v igri, predvsem ko njegova ekipa napada. Tako da je vse več vratarjevega sodelovanja v igri za nogo in to zahteva tudi prilagojen trening. Trener vratarjev je danes Nuja. Bolje rečeno je član strokovnega tima, brez katerega si ni moč predstavljati celovite priprave na sezono oziroma na posamezno tekmo. Prej je bilo to, da mogoče samo bogatejši klubi, ki so bili v prvi ligi, so si lahko privoščili še trenerja vratarjev, zdaj je pa že to nuja oziroma je že kar pomembno. In ob pristopu in programu izobraževanja in pridobivanja novih znanj je seveda pričakovati tudi ustrezne rezultate. Sem prepričan, da na tem področju bomo naredili še kakšnega vrhunskega vratarja. In kaj ga pripelje med najboljše? Talent pri vratarju je, mu rekel, 50-60%, ostalo je delo. In s trdim delom lahko veliko nadoknadiš. Ni samo talent. In temu, torej brušenju talentov nove zvezde slovenskega in evropskega nogometa, so namenjena tudi izobraževanja tistih, ki jih bodo s strokovnim delom in sodobnim pristopom usmerjali med najboljše.